Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice. Nova dajatev, nov davek se nam obeta, če ga seveda sprejme Mariborski mestni svet do aprila, in sicer davek na deževnico v mestu Maribor. Ker sem želel več informacij, sem seveda naslovil svojo prošnjo na občino in predstavnik občine, gospod Ribič, je bil tako prijazen, da si je vzel čas, da sva celo na terenu v okolici Maribora, da bi na praktičnem primeru mi lahko pokazal in razložil, kako bo ta nova dajatev dejansko funkcionirala oziroma kako se bo odmerjala. Gospod Ribič, dober dan. Ja, lepo zdrav, čujte, tu smo zdaj izbrali eno naključno hišo, tako da vam jaz na primeru predstavim, in tu vidite, imajo urejeno kanalizacijo. In to bo zdaj tako izgledalo, v bistvu zelo preprosto, tisti, ki deževnico preko žlebov spuščajo v kanalizacijo, bojo pač to dajatev plačali. Zračuna se pa to tako, da se vzame površina strehe, 5-letno povprečje padavin in cena za odvajanje. Aha, torej to je zelo preprosto. 14 ur je bila Kritina, Švedska, je. Prosim? 14 ur je prišla Kritina, Švedska. Dobar dan, reporter Milan. Gledajte, 14 ur. Nismo to gledali. 50 let garancije to, ja. Kaj pa? Gospod, ne gledamo, to samo sem hotel na primeru pokazati za novi davek, za deževnico gledamo. Ja, ni moja hiša to. Če ste pa prišli ravno ven tu iz... Ne, na obisku sem bil, tu neko varovalko ni to. Ni jasno, jasno, dale, čisto kot. Dobro, no se v bistvu ni važno, mi samo pač gledamo površino strehe, da lahko jaz gospodu izračun dam, koliko bo ta dajatev nova za deževnico stala, ne? Ja, vem, samo se te mogli pač tu zmeniti, ne? Ja, ne, sej, samo kažem, koliko bo pač vlasnik hiše mogel davka novega plačati, ne? Davek. Davek na deževnico, to odvajanje. Davek na deževnico, boste zdaj meni zakasirali. Ja, če niste vel tu. Ja, pa recimo, da sem videl, da meni zdaj davek, zato ker sem jaz streho obnovil, pa vse boste mi že davek rukne. Ne, zato ker ste streho obnovili, ampak za deževnico, to, ker jo odvajate v kanalizacijo, ne? Kaj pa ne? Če bi imeli vi recimo cisterno ali pa ponikovalnico narejeno, pol bi vi se na odločbo pritožili, pa pol to se razreši vam v dobro. Ja, te pa se pritožim, kem sod ima, sod bomo stavil. Sod boste imeli? Ja, sod ja bomo stavil. Ja, cisterno morate imeti soda. Sod to cisterna, sod, kaj zdaj? Je kaj pa ga upavno? Bo pa v ponikovalnico teklo. To je tako imenovana ponikovalnica, bolj ne. Je zdaj, če imate ponikovalnico, soda ne rabite? Ja, ne, imel sod plus ponikovalnico, tako da v bistvu ne v nič, ne. Glede take, stvar je sledeča, tak ne more biti, ker če te sod imeli, se sod slejko prej bo hitro napolnilo in pol bo zopet prek teklo po travniku. A kaj bi jaz, ko bo nalil, da grem sod prikolico prehakam, pa grem sod prazen tekama, kaj? Pa drugega spoj dam. Ja, zato vam pa pravim, da soda... Sam jaz tak živel, da gledal, če bo sod pun. Ja, vi ste rekli, da sod meni... Blesava, vidval, kaj sta. A mi smo edina država mesto na svetu, ko bomo vodo obdavčili, dež. Vse posod imajo čage, plešejo, v Afriki se otroci rojevajo, tigri delajo salte, mi pa bomo obdavčili, dež. Dež bomo obdavčili, mi. Ja, no, jaz nem nič, jaz samo... Ja, kaj ne boš, če si rekel, da začunaš? Jaz ne plačam. Pa dobro, to je pač moje delo, samo jaz vam pravim, da soda ne morate imeti. Pritožim se jaz. Se še nismo niti zračunali, zdaj pa tako pogledam od oka vašo streho, je kar velika streha, to bo okrog 27 evrov na leto. Kaj si Kitajc ti? Povprečje pa 17. Si Kitajc, sod že praktično imam. Zadnji, sod bo. Ja, ne more biti sod. Pritožim se. Ja, ne morate se pritožiti, ker še odločbe niste dobili. Te pa imam ponikovalnico, napiši ti. Jaz sem samo novinar. Ja, ne pa spizita, zvrta moja. Dobro, hvala lepa, dragi dame in gospodje. Na sreč, ne pozabite, sicer ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi. Gamat.